Živijo, sem Eva, soustanoviteljica in direktorica podjetja Sajbit, drugače pa športnica po duši, Štajerka in zelo zagnana podjetnica. Če bi moje starše vprašali, oziroma oni me nikoli ne bi vedeli v neki podjetniški vlogi. Čeprav jaz pa kot zelo taka mala punčka nisem nikoli vedela, jaz bom pa zdaj podjetnica, ampak vedno sem si želela imeti nekaj svojega, da bom sama svoja šefica. In pol v bistvu sem šla študirati v tujino in tam videla, kaj vse, kakšna digitalna orodja imajo na področju kadrovanja, ker sem drugače po izobrazbi psihologinja. In ko se vrnem nazaj, in jaz tako vidim, tega po Sloveniji nimamo, to bi pa lahko, a ne? In v bistvu sem preko tujine odkrila nišo in je v bistvu tudi COVID mi malo pomagal pri tem, ker načeloma želja je bila ostati v tujini, se zaposliti v tujini, ker nismo v bistvu potem dobila službe. Sem se vrnila nazaj in sem rekla, nič, pa začnimo svojo pot, začnimo s podjetništvom, tako da v bistvu ta nek COVID je bila neka taka prelomna točka za mene, ne? Ker jaz sem začela dosti mlada, pri v bistvu 25 letih in takrat, kako so mene gledali, mogoče zdaj govorimo o nekem tipičnem stereotipnem direktorju in ne, gospod v kravati, 50 let stara, ne? In mogoče zato, ker sem bila mlada, ženska, sem imela bolj mogoče pojavo, ona je pa asistentka za skuhati kavo, ne? In se je kdaj zgodilo tudi na kakšnem sestanku, da recimo so me gledali zviška ali pa sem dobila komentarje, Eva, se ne zameriš, ampak zdaj bomo šli pa mi moški na pivo, pa se pogovarjali o biznisu, ne? Ampak se mi zdi, da pol to zleti, pa s tem, ker pokaže svojo ekspertizo, svoje strokovno znanje, pa je tega vedno manj, ne? In zdaj se mi to sploh več ne dogaja, predvsem dobivam mogoče komplimente na tem področju, ti si pa ženska, pa tako uspešna. Tako da na začetku me je mogoče to malo zmotilo oziroma zbodlo, ampak zdaj ne iz vidika, da bi obupala, ampak da me je še bolj pognala, ne? Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da ti odkriješ svojo nišo, da veš, kaj boš počel, da imaš nek ta added value, kaj lahko ti ponudi svojim strankam, ne? Mogoče najtežje je bilo dobiti to spoštovanje, da so me res gledali kot equal sogovornika za mizo, medtem, da pa začeti podjetje se mi pa ni zdelo take razlike, ne? Ker če imaš ti idejo, potencialne stranke, prinašaš vrednost, se mi pa zdi, da spol ne igra vloge. Na začetku, ne? Smo bili kot en mali startup in statistike so, da mogoče 2 od 10 preživita. In sploh na začetku, recimo, ko sem jaz oznanila pri svojih 25 letih, ati mami, jaz odpiram podjetje. Mi smo imeli 1-urni pogovor doma, Eva, pa ti imaš 2 magisterija, pa ti si psihologinja, pa ti si visoko izobražena, pa a ne bi šla ti v eno kadrovsko, na ful lepo pozicijo, dobra plača, varnost, ne, Eva, probi, ne? Pa sem bila jaz tak, pa ne, jaz bi pa zdaj probala, kaj pa imam za zgubiti? Sem stara 25 let, nimam otrok, če ne rata, lahko je čez 5 let, če vedno grem v neko korporacijo, ne? In se mi zdi, da to je ena taka osebna zmaga, da sem sama sebi dokazala, da zmorem, da lahko, da v bistvu zdaj je podjetje staro 3 leta, da zaposlujemo 10 ljudi, se pravi, da ustvarjamo neko dodano vrednost, da omogočam drugim boljše življenje in da dejansko lahko čisto vsak dan delam to, kar rada počnem in da mi ni v službo iti muka, ampak da je meni to način življenja. Najbolj sem ponosna na sebe, na svoje podjetje, ki sem ga ustvarila. In to, da lahko v bistvu res počnem, kar rada počnem. In tudi to mogoče, ko mi kdaj rečejo, Eva, ti si pa taka gajsna ali pa zajebana, se ne vem, ali bo to pip ali ne bo, ampak ponosna sem na to, da sem lahko jaz, da delam dobro in da v bistvu grem vsako leto stopničko višje.